Tanja je predsednica društva Hopla Konopla, pa najbolj se predstavi kar samo. Dobar dan vsem skupaj, sem Tanja Centrelnik, tukaj bo že povedal. Jaz bom začela pa malo drugače, mogoče z enim delčkom svoje zgodbe. In sicer, da leta 2010, 30.12. me je zvečer zabolela glava, so mi peljali na urgenco in ugotovili, da imam diagnozo SAH, to je možganska krvavitev. Kdor to pozna, verjetno pozna tudi posledice. V mojem slučaju, kot uporabnici konoplje, kar sem potem seveda spoznala preko raznih raziskav, sem 2 dni ležala na intenzivni, priklopljena na aparate, nisem smela vstati, pa vendarle se mi ni zdelo, da je z malo kaj narobe, ker je glavobol tako hitro minil. Šele ob premestitvi na oddelek sem v bistvu ugotovila, da je to moje stanje moglo biti nekako resno. Pripeljal sem mi dr. Pražnikarja z nevrologije, ki mi je razložil, da ne bom vesela, da je z mano tako kot je, ker že pred pol leta je bila smrtnost 80% ob taki diagnozi oziroma ob taki kapi. Tako da mi je rekel, da sem lahko vesela, da znam govoriti, hoditi, jesti, da se vsega spomnim. Po kakšnem tednu seveda strogega ležanja jaz tam nisem mogla več spati. Sem dobila sanval, klasika v bolnicah. Po parih dneh tudi to seveda ni več delal in ker človek leži 2 tedna ali pa 10 dni v postelji in ne more se usedeti, ker ni utrujen, seveda tudi spati ne more in meni en dan zraslo to čez glavo, tudi zaradi vseh psihičnih doživljanj tega ležanja. Poleg tega sem bila mama 4 otrokom takrat, tako da sem potem mojemu partnerju rekla, da mi lepo prosim zrihta maslo, nasičeno s konopljino smolo, da bom jaz lahko spala. Prav zdaj od tega že 6 let bo kmalu, jaz še danes ne čutim nobenih posledic te kapi. Sem pa takrat seveda tudi prvič uporabila konopljo, bom rekla, prav v zdravstvene namene, se pravi, da bom spala, da se bom spočila. Ker sem to ugotovila, sem začela potem tudi seveda brati raziskave, takrat je to zelo ven hodil. Počas sem začela spoznavati tudi vse druge, kar rekla fante, ker punc ni bilo veliko takrat, ko so se ukvarjali s tem, da bi razložili ljudem to, kar sem jaz v bistvu sama doživela na svoji koži. In prišla sem, bom rekla, do identičnih spoznanj, kot gospod Rick Simpson, se pravi, da nikomor ni mar. In to me je potem v bistvu gnalo naprej, da sem tudi se povezala z aktivisti, začela pomagati Jaku Bitencu zbirati podpise, ki smo jih zbirali nekako od oktobra 2012 naprej. Zbrali smo 11.000 podpisov, vnesli smo jih v parlament in nekako smo mislili to, zdaj smo se pa namatrali, zdaj pa bo, ne. In potem smo ugotovili, da so to pobudo državljanov izkoristili v ta namen, da so sintetični THC premaknili v drugo skupino, kar je bilo absolutno v nasprotju s tem, kar smo mi zahtevali. Potem seveda tudi s enim društvom nekako človek ni zadosti močen, da bi prišel do komunikacije z državnimi organi, zato smo potem neformalno se zbrali v odbor za konopljo, skoraj vsi aktivisti v Sloveniji, ki na tem področju delujemo. Tudi kot odbor z vso pošto na državne organe, od predsednika vlade do vrhovnega državnega tožilstva in tako naprej, smo še vedno bili totalno neuslišani oziroma ignorirani, mislim, da bo bolj primeren izraz. Tako smo pa seveda naredili uradno zvezo za konopljo, povabili tudi gospoda Dejana zraven, da bi prevzel to funkcijo predsednika, tako da zelo razumljivo, da vse naše pobude, vse, kar smo pisali, tudi novinarjem, so bile pravzaprav nekako uslišane, se pravi, naša želja je bila, da se nas sliši, da se nas postavi zraven uradnikov, pa je edini, se pravi, z možnostjo afere, smo tudi mi dobili priložnost, da je Dejan prišel do novinarjev. Zato seveda delamo takele konference, želimo izobraziti ljudi, ker mislim sama, da tudi
vsa ta naša izobraževanja, se pravi ne samo moje, vseh aktivistov, tisti, ki imajo društvo ali tisti, ki delajo čisto potiho, da se v njih nič ne sliši, smo naučili ljudi toliko, da so zdaj začeli v bistvu spodbujati zdravnike. Edini problem, ki ga imamo, so pač uradniki na Ministrstvu za zdravje, ki kljub vsem pobudam enostavno hočejo obdržati svoje službe, ne glede na to, koliko škode so naredili. In tukaj je pa mislim, da naloga vseh vas, ki konopljo spoznavate, da širite naprej ljudi, da bo ta pritisk še večji, ker kdor konopljo pozna, enostavno ve, da škoda, ki so jo naredili ne samo ljudem, ampak tudi vsem živalim, ki imajo endokrinobinoidni sistem, je neizmerljiva. Hvala lepa.